Lahko bi rekli, da smo vsi, ki soustvarjamo oddajo Ambienti, tudi ljubitelji lepega. Obiskovanje izjemnih hiš, stanovanj in vrtov nas spodbuja, da tudi svoje domove skušamo napraviti lepše in skladnejše. In kakšni so naši domovi? Je Kovačeva kobila bolj bosa ali lepo podkovana? Presodite sami. Danes imamo res lepo priložnost spoznati domovanje našega sodelavca Staneta Sušnika, ki v oddaji predstavlja predvsem vrtove. Kupiti staro kraško hišo in jo obnoviti so sanje marsikoga, ampak le redko kdo svoje sanje uresniči na tako posrečen način, kakor sta to storila Stane in Mojca. Obnova stare hiše, zgrajene v nekem povsem drugem času, lastnika postavi pred vprašanje, naj objekt z obnovo vrnem v prvotno stanje ali pa ga prilagodim sedanjosti. Zahteve in pričakovanja o udobnosti, funkcionalnosti in varnosti so se od 20. do 21. stoletja bistveno spremenile, zato popolna vrnitev v preteklost ni mogoča. Lahko pa obnova ohrani nekatere značilnosti lokalnega stavbarstva in trajnostne rešitve in objektu nadene sodobno podobo. Stane, dej povej nam tole. V Ljubljani sta imela z Mojco lepo hišo, stilsko čisto drugačno. In kako sta potem prišla na idejo, da se želita preseliti semle na Kras? Zakaj ravno Kras, zakaj takle nov slog? Mojca je rekla, jaz se bom upokojila, jaz bom imela več časa, jaz bi rada malo kmetovala in to tam ni bilo izvedljivo, čeprav na obrobju Ljubljane, sva pomislila na Kras. In potem razmeroma hitro, brez nekega dolgega iskanja, sva prišla do te lokacije. Značilnost tipične kraške hiše je tole ograjeno dvorišče Borjač, kjer zdajle sediva. V kakšnem stanju ste dobili tale Borjač? Je bilo precej drugače, ne? Tamle tale zid ni bil popoln zid, ampak je bil pač taka železna mreža, da se je videlo na tole Vaško ulico. Tamle, kjer je zdaj tistale naša lopa za orodje, je bila pravzaprav neka garaža, taka dolgočasna, precej drugače, ne? Midva so nekako razmišljala, da bi ozelenila, ker so nama pametni stari ljudje rekli, da tukaj je poleti vroče. Tako da, ko stopiš na najen Borjač, je tako, so rekli, kakšnikrat v kakšno malo oazo, ne? In midva nisva pristaša nekih močnih barv, ampak sva zadovoljna z vsemi temi odtenki zelene. Vmes je kakšna bela pika, kot cvetijo hortenzije, ali pa kakšna neka bela vrtnica, ali pa kaj takega. In seveda za senco en čudovit latnik z grozdjem, s trto, ki daje baje najboljšo senco, ne? Presadila sva nekaj starih trt in sva uspešno se prijele. Potrebuješ senco poleti tukaj, ni debate, ne? Ni lepšega, kot mogoče celo zvečer, ko ne rabiš sence, ampak tam je eno tako zavetje in gledaš po temole ne prav velikem Borjaču, ampak za naju dovolj velike. Hiše na Krasu so imele vselej majhna okna, torej so bili prostori precej temni. Mojca in Stane Sušnik pa sta želela odpreti pot svetlobi. Ker pa so hiše v osrčju vasi pod spomeniškim varstvom, so skupaj z arhitektko poiskali kompromisno rešitev. Tukaj v tem notranjem delu hiše, ki gleda na Borjač, smo nekako želeli čim več svetlobe. In to smo si privoščila tako spodaj kot zgoraj, zato ker kaj lepšega kot v nekem podnebju, kjer je razmeroma zelo malo oblačnosti, kjer je veliko število sončnih ur, naj to vstopi v naš dom. Stane, zbrala sta hišo, ki je bila res potrebna temeljite obnove. Zdajle sediva v jedilnici in kuhinji, čudovit prostor, ki je imel pa prej čisto eno drugo funkcijo. Ja, ko smo prvič vstopila v tale prostor, ki je bil mogoče za odtenek manjši, je dišalo po kozi. Pač pokojni lastnik je imel eno kozo, tisti, ki je hišo podedoval od njega, je obljubil, da bo skrbel za njo, dokler bo pač živa, in tistega vonja nekako ne moreš zgrešiti. Tukaj ni bilo stropa zidanega, ampak so bile deske, ker vzgoraj je bila shramba za seno. In midva so potem ob pogovoru z arhitektko izrazila željo, da imava rada visoke strope, ker dobiš popolnoma drugačen vtis prostora. Mi smo to hišo obnavljali z predpogojem, da ostajajo stvari na svojih mestih. Okna so taka, kot so, gabariti so enaki, streha je enakega naklona, sleme je tam, kjer je bilo. V hladnem delu leta hišo ogreva talno gretje. V prostorni jedilnici, združeni s kuhinjo, pa pogled pritegne odprto ognjišče, sodobna različica starega kraškega ognjišča.
Ogenj imava rada, tudi v prejšnji hiši sva imela odprt kamin, kot bi rekli temu, niti ne rečeva kamin, ampak je kar odprto ognjišče. Ne? Seveda se navezuje na kraško tradicijo, kjer se je to od nekdaj imelo. Ogenj je magnet. Ne? In jaz pogosto namesto, da bi delal zgoraj, kjer je neka delovna knjižnica ali karkoli, raje tlele sedim, imam tale lep razgled tudi po zimi na ta brž in tam le kuram ogenj, vsake 10-15 minut ostanem, pa tam nekaj pobrskam, pa kaj naložim. In je fajn. Zakonca Sušnik sta pred začetkom prenove hiše dobro razmislila o svojem načinu življenja na Krasu. Vedela sta, da bosta veliko časa preživljala na prostem. Mojca na zelenjavnem vrtu, Stane na pašnikih. Zato sta želela imeti kar se da preprosto notranjo ureditev hiše, saj bosta v njej preživljala manjši del dneva. Za pomoč sta prosila arhitektko Anino Logar iz Ljubljane. To je najina prijateljica, ki je poklicna arhitektka in je pravzaprav že pomagala, da je bila prejšnja hiša tako lepa, kot se nama je zdelo, da je. Potem sva želela, da ona naredi tudi to hišo. Ne? In ona je bila potem tudi ključna pri vsej notranji opremi, pri izboru barv, tudi pri svetovanju, kateri izvajalci naj pridejo zraven. In potem pridemo v zgornji prostor, ki je nekakšno središče hiše. Hkrati pisarna, hkrati počivalnica, televizija, nek družabni in hkrati intimni prostor, v katerem, po mojem mnenju, najprej zagleda človek tisto ostrešje. Ostrešje dominira nad tabo. Pač rekli smo, naj bo odprto, seveda je nova streha, novo ostrešje z starimi planeti, tako da streha je narejena po sodobnih standardih, ampak še vedno vidiš te planete, kot bi jih videl tudi v drugih kraških hišah. Kamnita stena, takoj potegne pogled nase. Ja, je tako, bi rekel, je kraško, ampak po drugi strani je pa spet nekaj modernega. Saj mislim, da če bi hotel v enem stavku reči, kaj je bistvenega pri tej hiši. Ta hiša je kraška, ampak je v 21. stoletju. Tudi pri izboru barv sta bila zelo asketska oziroma zelo fina. Moja žena pogosto reče, kadar pride kdo prvič na obisk, da je ona želela hišo, ki bi bila kot samostan. To se pravi, čim manj stvari, najnujnejše, gladko, čim manj stvari, ki te silijo k pospravljanju, vzdrževanju in temu. Ne? In si seveda podobno skromen in asketski tudi pri barvah. Ne? Bele se ne naveličava, naravna barva lesa je vedno prijazna, večina pohištva, kolikor ga je sploh delanega po meri, je iz masive, iz hrasta, naoljenega. In potem smo pri eni temno-sivi, ki pravzaprav, kot se je pozneje izkazalo, je barva, kakršen je značilna tudi za kamen, ki se je včasih bolj množično kopal prav tukaj v Gabrovici. Tak temen apnenec. Torej, govorimo o tej temno-sivi, ki jo vidiš tudi zunaj na teh pločevinastih oblogah, ki imajo neko funkcijo, da povežejo to, bi rekel, stavbno pohištvo. Stane Sušnik je že omenil, da preživi večino časa na pašnikih. Skrbi za čredo oslov, ki se celo leto pasejo na kraških gmajnah. Pač pred kakšnimi 10 leti ali kaj takega sva po nekem naključju, sem jaz prišel zaradi svojih službenih obveznosti na neko posest, kjer so imeli precej oslov, pa tudi ovce. In tam sem spoznal, da so to ene take zelo prijazne, posebne živali, ki te pomirajo, na katere se lahko lepo navežeš. So nezahtevne, nezapletene, seveda je vsaka svoj značaj. In sva potem rekla, kaj pa, če bi na Krasu redila osle. Ne? Ampak potem, ko si dlje časa z njimi, so vsi navdušeni zaradi njihove prijaznosti, mirnosti, značajnosti, radovednosti. Stane, tukaj sta si uredila eno pravlično bivališče. Zdaj mi pa povej, slišal sem, da pa že se ozirata po novi lokaciji. Čemu pa to? Imava neki izziv, imava neko vizijo. Vse mislim, da ne bo šla prav daleč, še vedno želiva ostati na Krasu, ker ima toliko prednosti, tako sva se navezala na en, da ne bi šla daleč, ampak verjetno bo šla. Čeprav kraška hiša predstavlja tretji skupni dom Mojce in Staneta Sušnika, očitno ne bo zadnji. Izzivi so za njiju vselej dobrodošli.